desku ni nikoli dolgčas. V desku so novinarji, uredniki, tam delamo dnevnike, poročila, prvi dnevnik ob enih, poročila ob 3, ob 5. To je računalnik, voditla. Takole, evo, bom odložila svojo torbico. No, in kupenih ikonc, ampak najpomembnejše je pa tale. Čekaj, s kom so se oni pogovarjali? Z drugimi policijami, tudi iz drugih držav, ali samo po tistem, kar so oni ugotovili do zdaj? Dobro, zmenjena. Hvala, adijo, srečno. A to je bil kakšen poseben klic? V zvezi s prvo napovedjo. Z novinarko kolegico, ki bo pripravila ta prispevek, sva se pogovarjali o tem, kakšna bo napoved. Kaj pa so te televizorji tlele gor? Kaj vam to pomaga? Zato, da spremljamo novice, kaj se dogaja v Sloveniji in po svetu. Vsak dan točno v določeni uri moramo gledalcem pripraviti najbolj sveže, najbolj prave informacije. Bitka za najnovejše, najbolj sveže informacije je neizprosna v Sloveniji in po svetu. In to bitko bijemo vsak dan. A si več časa tukaj v pisarni ali v studiu? Ne, največ časa smo tukaj. Zato, ker se ves čas nekaj dogaja. Ves čas hodijo ljudje ven in noter, sprašujemo se, vpijemo na glas. Včasih se tudi skregamo, včasih se tudi poveselimo, ampak vse to je del ustvarjanja dnevno-informativnih oddaj. V studiu smo pravzaprav 40 minut, recimo. 10 minut pred začetkom oddaje, 15 minut pred začetkom oddaje, moram biti v studiu, pripravljena. In potem se oddaja začne. In ko je konec oddaje, si vzamem še minuto ali 2. Kaj pa je vaš glavni vir podatkov? Različne agencije. Imamo dopisnike v Washingtonu, v Moskvi, v Rimu, v Berlinu. In seveda naši novinarji, ki so ves dan na terenu. Pripravila bom napovedi za vse te prispevke, potem bom šla v masko in potem bom šla v studio. Vse oddaje. Tukaj, evo. No, tukaj nastajajo potem naše oddaje. Tam je voditelj, kamere. Kar sedi. Stol za kozarec vode za voditelja. Ti všeč? Ja. Kaj ti je najbolj všeč? Ja, ker je mehek. Zgleda bolj trd, pa ker je vse tako belo, pa svetlo modro, sem mislila, da je tudi mrzlo, pa ni dobro. Sam, a je v redu, če jaz recimo tako sedim ali pa da dam tako nogo? Mislim, da bi se kar precej gledalcev pritožilo, če bi kaj podobnega naredila sredi oddaje. Vedno je treba biti spoštljiv, sedeti vzravnano, naj ti pokažem. Takole. Malce si bom dvignila stol, sedimo vzravnano in gledamo proti kameram. Nikoli ne govorimo na pamet, besedilo je seveda na tako imenovanem bobnu, to je naprava na kameri, s katere beremo besedilo. In ves čas spremljam, kaj se dogaja tudi na računalniku. Brez računalnika danes ne bi hotela voditi dnevnika. Kako pa veš, katera kamera snima? Zato, ker ti prej da režiser natančno navodilo. On napiše v plan dnevnika, kamera 3, kamera 4, kamera 2. In potem se tega držim. Kaj pa kaj vaši občutki sekunde pred dnevnikom? Vedno imam tremo. Vedno. In mislim, da je tako tudi prav. Vsak, ki nastopa v javnosti, mora imeti tremo, zato ker ima tudi odgovornost, kaj ne. A se vam je že kdaj zgodilo, da ste naredili kaj sramotnega ali pa se zmotili? Ja, seveda, vedno znova se to dogaja. Zgodijo se različne napake, nekatere so tudi prav neumne, kot je recimo, kot sem nedavno rekla, glavno mesto Brazilije, Rio de Janeiro, in potem sem se takoj popravila pravzaprav največje mesto v Braziliji, Rio de Janeiro, in ni ne eno in ne drugo. Kaj pa te ure, ki jih vidim? Vsaka oddaja je časovno omejena. Imaš za pogovor, denimo 3 minute, in ves čas imaš uro, ki te opozarja v zadnji, opazuješ za gostom, poskušaš to delati čim bolj neopazno, ves čas preverjaš, ali se tvoj čas že izteka ali ne. A si lahko sami izberete frizuro? Ja, ponavadi rečem, da ne bi rada preveč nakodrano, no. Včasih je pa tudi odvisno od razpoloženja. Je dan, ko imam rada zravnane lase, in včasih si želim malce več volumna. To je dobro, ker si lahko kar zmišljuješ. Kaj pa obleke, si tudi lahko sami izberete? Stilistka je tista, ki izbira, ampak spet pozna moje želje in ve, kaj mi je všeč in kaj mi ni. Wow, čisto drugače. Radno. Strogo.
Kako je zaporočila? Gremo sledijo. Lepo pozdravljeni. Poročila začenjamo z novico, da je bil v Afganistanu pri opravljanju nalog ranjen slovenski vojak. Dober večer. Dnevnik začenjamo z novico iz Afganistana, kjer je bil pri opravljanju nalog ranjen slovenski vojak. Gre za pripadnika specialne enote, po uradnih podatkih pa ima prestreljeno nogo.